Lepo pozdravljeni še enkrat. Danes bi radi govorili o zimski rezi, o teh novih zahtevah, uspešnih prilagoditev in bodočih usmeritvah. Če bi karkoli bilo, prosim, lepo mi pošljite chat, če bi se mogoče kaj slabo slišali ali kaj podobnega. Skratka, uro pa pol smo nekje skupaj in upajmo, da boste zadovoljni. Malo bo drugače kot običajno, ampak kljub temu. Glejte, v bistvu vsega, preden začneš z rezjo, je, da se moramo zavedati, da se vse spreminja in da je pred nami samo še uspešno in hitro prilagajanje. Smo pred zimsko rezjo in smo postavili se vprašanje, ali smo pripravljeni na sprejemanje drugačnosti, ali smo pripravljeni sprejemati novosti, ki od nas zahtevajo tudi drugačen pristop in mogoče bomo letos res opravili mogoče v drugačni obliki, ne vsebina bo ista, ampak drugačna oblika, predvsem mogoče bo več postopkih. Postavljamo se tudi določene vprašanja, spoštovani, ne samo kako pravilno obrezati trto. Torej, trto moramo vedno obrezati strokovno pravilno, to mora biti jasno. Vsak ima svoj pristop in vsak ima svoj način, cilj je isti. Potem drugo vprašanje je, zakaj smo trto tako obrezali? Tu je vedno več vprašanj, ne samo kako, ampak zakaj smo tako obrezali, kaj smo s tem naredili, kaj smo s tem vplivali. To je tretja stvar, kaj smo z rezjo danes zagotovili. Danes znajo rezati pravzaprav vsi, to je tako kot v šoli, izdelajmo vsi, ampak za petko pa moraš vedeti neke določene specialnosti. In ker vinska trta in posledično vino je odvisno od kakovosti, kakovost pa od vseh malih specialnosti, je že pravzaprav res tista, s katero lahko to specialnost nastaviš. In tako je to. Se moraš vprašati danes, ne samo, da bom pravilno porezal trto, ampak kako bom vplival pa z rezjo na to, kako sem pripravljen z mojo rezjo danes na spomladansko pozebo. No, kako sem pripravljen? Kako sem pripravljen na točo? Ta klimatske spremembe. Kako sem pripravljen za to, da bo trta na mesto 20 let zdržala 50, 60, 70 let, je to sploh možno. Predvsem pa, kako bom povečal, bom rekel, kakovost in s tem bom rekel tudi povečal tisto, zakaj delamo. Delamo zato, da nekaj zaslužimo. In če gremo naprej. Vse vas bom vprašal, a ste že letos kaj obrezali vinsko trto? A ste rezali kaj drugače letos kot običajno? Ali delate, bom rekel, kot industrija, vsako leto enako? Šparon reznik, pa gotovo, pa fertik. A ste kdaj razmišljali, da je treba se s trto pogovoriti, ali imeti z njo določen odnos, ali je samo izvedba? Namreč, tu so te stvari vprašanje. Res vinske trte je začetek vsakega novega vinskega letnika. Tu se vsako leto začne. Jaz pred mano je 40. vinski letnik in moram povedati, da leta izredno hitro minevajo, vsak letnik je drugačen. Spomnim se letnika 81, ko sem začel, kjer smo imeli samo 20% pridelka, ker je leta 80 zmrzlo. Spomnim se letnika 82, ki je bil količinski letnik stoletja, spomnim se letnika 83, ko je bil kvalitetni letnik stoletja, 84, ko je bil slab letnik in je 85 zmrzlo. In skratka, lahko bi našteval letnik in tako leta in desetletja minevajo. Zato vinogradništvo nikoli ni dolg čas. Torej, pravzaprav je res vinske trte najpomembnejše strokovno pravilo. Je podpis in istočasno podpis na vsaki trti. In istočasno je to trajni zapis vinogradnika v novem vinskem letniku. Samo dve možnosti sta. Ali imaš trto pri rezi odgovoren odnos, trta vinogradnik odnos, ali pa imaš zgolj enosmerno zahtevo, ti boš meni dala predelek, jaz tebi vidim denar, jaz vidim samo ekonomiko, ti si moje sredstvo za doseganje mojega cilja. To sta dve alternative. In ko gremo pravzaprav k rezi, kaj pa je bistveno, ne si misliti, veste, z rezjo samo na stvari nastavimo, ampak dokončno določimo z vsemi ostalimi stvarmi, pravi uspeh je v res, plus zelena dela, plus vse ostalo do trgatve. Z rezjo nastavim, začnem, dokončno določim, pa z vsemi ostalimi stvarmi, vključno rečenje predelka pred trgatvijo, vse z ciljem, da dosežem boljšo kakovost in boljšo ceno in boljšo razpoznavnost.
Če tega nimaš v glavi, že takrat, ko prvič primeš škarje v roke, pa režeš, si, bom rekel, tako kot pravijo, kdor nima cilja, je vsaka pot do tega cilja prava. Cilj je pa včasih tudi gre skozi težave, tudi ko tvoji sosedje razpravljajo o tem, da ti potrebuješ psihiatra, ti točno veš, kaj moraš narediti, zato ker imaš pred sabo cilj. In to je tudi prav za pravega vinogradnika. Poglejte, za rezjo, kaj moramo doseči? Tole, da so trta izredno odgnala, da je izredno lepo razporejeno, da je osončeno in zračno, vse to moraš pravzaprav imeti v glavi. Če se zdaj spomnimo nekih osnovnih klasičnih stvari pri rezi vinske trte, gledajte, to se stoletja ne spreminja. S čim z rezjo vplivamo? Te stvari samo, da hitro preletimo, kajti to imate v vsakih knjigah, imate na spletu, veliko boljše, si lahko to preberete, ampak toliko, da vas samo malo, bom rekel, obudimo določene stvari. Z rezjo vplivamo na količino, na kakovost pridelka, to se ve, na vitalnost, na prehransko bilanco, na osvetljenost, odpornost, bujnost, usklajen harmoničen razvoj, ekonomičnost, torej trajna obstojnost. Vse to vplivamo z rezjo. Kaj pa vpliva na rez? Na rez vpliva predvsem klima, lega tla, sorta, podlaga, gojitvena oblika, stanje, dozrelost lesa in rodnih očes. Torej, kakšne so bile razmere v lanskem preteklem letu, kako so očesa prizemila, od tradicije do starosti trte, do načina predelave. A vidite, kaj pravzaprav mora biti vse v vinogradniku, ko prideš trti? Vse to mora biti v tebi in to mora biti v tisočinki sekunde, ko si leta in leta v tem, ti mora biti jasno. In to je kot matematika, je ali pa ni in točno veš. Torej, kaj mora vedeti vsak rezač? To so pa te osnovne zahteve. Če hočeš karkoli narediti, moraš neko stvar vedeti, da potem lahko to narediš pravo izvedbo. Stari les, kaj je na trti? Stari les, torej deblo, kraki, štrci, kordoni so starejši, vse, kar se reši od 2 let. To je tista opora, to je tista osnova za presnov oziroma za transport in za fizični postoj trte. Potem je dvoletni les, to je lanski šparon, reznik, ki se v letu poprej nareže kot rodni oziroma nadomestni les. Potem je rodni les, to so te rozge, to so takšne rozge kot tole, evo, imam takšne rozge kot to so enoletne rozge, če vidite, evo, to je enoletna rozga. In ta enoletni les, ki izrašča iz 2-letnega lesa, to je pa tak približno, to je pa tole, enoletni les, ki izrašča iz 2-letnega lesa, vse to je rodno. In približno, če boste prišli do svoje neobrezane trte, boste rekli, na te trti je od 200 pa do 400, pravzaprav očes, na katerih, oziroma je na teh pogankih 20 oziroma 30, koliko pač jih imate, lahko od 12 pa naprej, je toliko očes in tu je vsa stvar, katera je tu gor in katera lahko rodi. In potem imamo tudi tako zvane jaloke, to je pa enoletni les, ki izrašča iz starega lesa in praviloma ni rodno. Moramo vedeti, da osnovna stvar vsega tega je, da vemo, da trst rodi na enoletnem lesu, ki izrašča iz 2-letnega lesa. Praviloma pri vinski trti ni alternativne rodnosti. Je pa res, to vas opozarjam, da prihajajo v določenih obdobjih, ko je trta preobremenjena, ko je trta stara, potem lahko zaniha v rodnosti. Tako da marsikateri, že zdaj opozarjam pred rezjo, marsikje, v marsikaterem vinogradu, slovenskem vinogradu, je minil čas debelih krav in prihajajo tako zvane suhe krave, kajti stara trta, stari človek pa stari konj nista za dirkanje. In stare trte rabijo svoj odnos kot mlade. To so potem zelo velike, bom rekel, takšne posebnosti. Torej, če gremo naprej, rozge iz starega lesa praviloma niso rodne, izjemoma torej te jabolke. Ja. No, potem pa je zelo pomembno les. Kaj je čep, kaj je reznik, kaj je šparon. Čep na eno oko. Reznik na 2 očesi, šparon od 7 do 9, penjec je 5 do 7 oči. Glejte, zadnjih 10-15 let smo se strokovno najbolj ukvarjali z razmerjem med šparonom, reznikom, čepom, z odnosom oziroma z
položajem, kjer reznik oziroma čep sta. 15 let smo se pogovarjali o obliki. Zdaj, v tem letošnjem letu, ali pa že par let nazaj, pa vam hočem povedati, kaj je pomembno. Oblika, ja, to je čista, bom rekel, ekonomska izpeljanka do tistega, kaj jaz zaslužim potem. Ampak bistvena pa je vsebina. Vsebina, bistvena je trta, ne njena lepota in njena oblikovnost, ampak trta kot osebnost, kot nekdo, kateri je moj partner, s katerim ustvarjam odnos, ki je tudi lahko zadovoljna. Tale trta v tem odnosu lahko doseže tisto kakovost, katero jaz delam. In to v današnjem predavanju upam, da boste dojeli ali pa bom rekel tudi mogoče deloma tudi sprejeli. Rodnost, potem je ta čudovita rodnost očes. Poglejte si tole, na vsaki taki rozgi imaš tale očesa, v bistvu bi nekdo rekel, pa kaj pa je to oko, ampak to oko je bistveno od vsega. Od tega, od česa je pravzaprav vse odvisno. Ali je to selekcionirano oko, ki ima v sebi. Eno oko ima lahko od 2 do 3 grozde v sebi. Ali pa samo enega. To je odvisno od tako imenovane selekcije. Zato je ni vseeno, kaj imaš vinogradu, ali imaš visoko tehnološko selekcionirano trto, ki je klon, ali imaš, bom rekel, trto kar tako, ki je stara 40 let in pravzaprav ne veš, kaj v sebi ima. To je to. Potem je zelo pomembno, kaj je bilo lansko leto vremenske razmere. Če je lanski julij in avgust bil lep, sončen, poln in da ni bilo veliki bolezni in vse tole, potem je v tem zimskem očesu v letošnjem letu, ko boste obrezovali, pridelka popolnoma dovolj in vse normalno. Če pa je julij in avgust slab, brez sonca, z veliko dežja, potem pa ni nastavka. Ampak praktično ugotovljeno je, da sodobni kloni imajo prej bo trta propadla, kot pa se bi zgodilo, naprimer, da bi trta manj rodila. To je pač posebnost teh, kje to lahko ugasnem? Se opravičujem. Kar naprej se mi nekaj pojavlja, ta neumnost, se opravičujem. Ja. Hvala lepa. Torej, od napada, od bolezni, od prehrane, od starosti vinske trte, od družine, rezije, od bremenitve v preteklem letu. Skratka, to so potem ene posebnosti. Poglejte si to zimsko oko. V bistvu vsak, kateri prime, bom rekel, rozgo v roko, še preden greš rezati, jo opogni, poglej, a prahči, a je dobro dozrela, poglej to barvo, a je barva čudovita. Če barva je čudovita, ta rjavkasta, zrela, brez kakršnih vidnih madežev, kaj se tiče oidija, in potem vzameš škarje, kanela, in pogledaš, ali jo prerežeš in pogledaš, a je razmerje med strženom pa med zelenim delom, bom rekel, v korist enega ali drugega, in potem vidiš, kako je to lahko dozrelo. Potem tudi lahko narediš dolžni prez očesa in vidiš, kajti namreč to je v zimah, posebej, ko je -15, -20 stopinj Celzija, takrat je to umestno, zdaj v tem trenutku so vsa očesa še ostala zdrava, ampak in potem imaš to. In potem imaš pred tem zdolžnim prerezu, poglejte si to, glavno oko, stransko očesa. Trta je fantastična rastlina, ima 7 življenj v sebi. In tako da preživela je ogromno havarij, ogromno težav v življenju, zato se je tako tudi prilagodila. Skratka, ima, bom rekel, ima rezerve. Obremenitev, potem je zelo pomembna obremenitev vinske trte. Vsi samo gledajo število oči na kvadratni meter življenjske površine. Ja, to je bistveno, ampak je zelo ob tem ekvivalentno, enakovredno je predvsem vitalnost trte. Če je trta švohna, če je trta, bom rekel, zavrta v rasti, nič ne pomenijo tiste njene število oči, teoretične, praktično je lahko narediš malo. Če je trta močna in je nadpoprečno močna, ji moraš postaviti veliko več, kot je teoretično tisti število oči na kvadratni meter življenjske površine. In še eno pravilo je, ko je trta močna in izredno bogata in izredno bujna, takrat ji moraš veliko pustiti in v letnem času veliko delati, da jo razbremeniš z bujnostjo.
In ko je trta švohna, jih pustiš malo in jo pač probaš z drugimi načini stimulirati, kot se temu reče. Stimulirati pa trto lahko samo na dva načina. Da je povečaš mineralizacijo v tleh z dodatnim gnojenjem in pa predvsem z zračenjem oziroma z enim, bom rekel, tudi mehanskim posegom, s katerim dejansko lahko povzročiš in po eni strani povečaš zračnost, po drugi strani povečaš mineralizacijo in dodajaš še potem neko oziroma organsko gnojilo, s katerim, bom rekel, povečaš tole mikrobiološko delovanje med njimi. Torej, obremenitev, kot sem rekel, število oči na kvadratni meter ženske površine, torej to je zgolj priporočilo in ni končni cilj, vedno moraš upoštevati tudi vitalnost. Poglejte si, tole že ponavljamo zadnjih 40-50 let ali pa 100 let, ali pa se ponavljajo te stvari, veliki grozdi, srednje mali grozdi in pa mali grozdi, ampak prosim, slepo, kaj je danes mali grozd? Malega grozda danes ni. In vam moram povedati, 4 do 6 oči na kvadratni meter pomeni, na en hektar pomeni to 40 do 60 tisoč oči. In če imaš 40 do 60 tisoč oči, koeficient rodnosti 2,5, je to od 8 pa do 13 tisoč kilogramov. In med 6 in 8, če vzamemo spet 2,5, je to med 14 in pa med 22 tisoč kilogrami. In če vzamemo 8 in 10 oči na kvadratni meter, je teoretično, bom rekel, to med 17 in pa med 35 tisoč kilogrami po hektarju. Zato se ne sprašujmo danes veliko krat, zakaj imajo določeni vinogradniki, ki niti ne vejo, koliko imajo pridelka na hektar, bom rekel, tako tanka, prazna vina, za katere mislijo, da vsi ljudje okrog jim delajo krivico, da imajo slabo vino, v bistvu pa imajo pa vino, ki je tanko in pa pač vredno tistega nizke cene, ki je na trgu. Torej, pri klonskih pa pri vsem tem največ 8 oči na kvadratni meter ženske površine. Bistvo tehnologije je, da nastaviš veliko, potem pa reduciraš v smislu svojega cilja, lahko zaradi mene tudi na koncu samo en grozd na rodno mladico ali pa bom rekel samo pol kilograma na trto, seveda pod pogojem, če iščete to kakovost, ki vam jo trg plača. Torej, pri rezi bodi pazljiv in se čuvaj ene najpomembnejše stvari. Preobremenitev trte. Preobremenitev trte pa pomeni nekaj, ko vam bom potem pokazal, če jaz režem meseca januarja ali pa decembra, in pustim 3 šparone. To ni preobremenitev. Povejte mi, kolikokrat gre traktor v vinogradu po isti vrsti? Do 20-krat. Povejte mi, kolikokrat obiščete trto v rodnem času ali pa v letnem času, pa vam bom povedal, kakšen ste vinogradnik, pa vam povedal, kaj boste delali pri trti. Če vsak dan grem k trti, si lahko privoščim danes 4 šparone, ker vem, zakaj jih delam. Vi si mislite, da potrebujem psihiatra, jaz pa vem, da puščim 4 šparone zaradi tega, kajti vem, da je pri meni na šiponu lahko izredno velik problem spalnanske pozebe in to lahko rešujem s tem načinom, ko vam bom potem kasneje pokazal. Zelo zanimiva stvar je. Prosim, ne bodimo poprečni Slovenci, ko smo najbolj pametni pri stvareh, o katerih pojma nimamo, in bodimo prizanesljivi in vedno, bom rekel, čakajmo na konec. Torej, tradicionalne znanje izkušnje. Osnovna stvar je pri rezi, ne samo škrcati, da samo bom rezal. Oglej si trto, spostavi stik s trto, pogovori se s trto, spostavi odnos s trto. In potem je na koncu avtomatsko izpade ven obrezanje tak, da bo zadovoljen ti in trta. Povejte mi, kako lahko zadovoljen človek je uspešen v službi. Povejte mi, kako je lahko nezadovoljna trta ti daje dobro kakovost. Spoštovani, dobro vino je rezultat tebe in tvojega odnosa, predvsem pa najpomembnejša stvar si ti vinograd, ne vinska trta. Vinska trta je samo orodje v tvojih rokah. In če se tega enkrat ne zavedate, potem trta gre svoj pot, ker to je rastlina ženskega spola, če nimaš rad, pa če ne veš z njo kaj delati, boš ona šla svoj pot. Zapomnite si. In to je zelo pomembna stvar pri rezi. Tudi na videz si zelo grob, na videz posegaš v njeno vitalnost, v bistvu pa ji pokažeš, da imaš rad z ciljem, v katerem ti bo sledila. In to je to bistvena stvar. Pa so tu potem, gledajte, tu neke stare neke določene tradicije, kaj se lahko zgodi. Trto lahko odrešite že od meseca oktobra naprej, ampak zapomnite si, po statistiki vsake 20 do 30 let pride enkrat do tako zvane zimske pozebe,
pri nas je bila zadnjič 85, tista prava Oring minus 27. januarja, ko ti odnese 70%, bom rekel, obrezanih trt. Pač, to je statistika. Vse statistike, tudi vsaki 40 do 50 let na Balkanu vojna, pa statistika drži. In tak naprej, in tak naprej. Skratka, potem je tudi ena modrost, da mlade trte in trte z velikimi grozdi vedno obrezujemo proti pomladi. Verjamte mi, če nimate mali vinograd in če vas delo ne žuli, počakajte do prvih pretakanj sokov, Sveti Valentin ima ključ od korin, začnite drugi polovici februarja, začnite v začetku marca, obrežte. S tem, ko boste obrezali trto, kožik teče, boste zmanjšali tako zvano potisno moč teh sokov in boste lahko tudi za 1 teden do 10 dni podaljšali odganjanje svoje vinske trte, kar vas bom lahko rešili tudi spomladanske pozebe. Tudi to je ena od možnosti. Tudi takrat v začetku meseca marca so dolgi dnevi in boste lahko tudi bolj učinkoviti, bolj zadovoljni in tako naprej. Torej, če pogledate, še vedno drži tisto, da v zimskem času režemo okroglo rez nad zadnjim očesom, centimetra pa pol, ko pa začnejo sokovi se malo pretakati, potem pa centimetra pa pol, seveda poševno od očesa. V vsakem primeru pa izogibamo se velikim ranam. Veste, pred 30-40 leti je bila velika strokovna floskula, izogibamo se velikim ranam, ampak kako se izognemo velikim ranam, ni povedal nihče. 30 let smo pravzaprav tudi stroka, ki se, pošteno povem, smo se razvijali skupaj z vami, marsikaj nismo vedeli, marsikaj smo delali neumnosti z vami, tudi na fakulteti so delali marsikateri neumnost, ampak ni stvar v tem, da si det vse ved, ampak da priznaš, da se razvijaš in da skupaj potem ustvariš nekaj dobrega in nekaj boljšega in dobrega, istočasno pa tudi priznaš vse svoje, bom rekel, dosedanje pomanjkljivosti. Vsi smo samo ljudje in se trudimo k vitalnosti in dobremu. In vse, kar bom danes spravil, je v zadnjih 20-30 letih preizkušeno. Čeprav mogoče na videz skoraj težko sprejeto, ampak je vse preizkušeno. Niti ene stvari, ki vam bom danes orezil, vse te stvari pravil, ni to, da bi govoril na pamet. Vi pa se boste odločali, ne, verjamte mi, kaj vam govorim, preverite me, naredite poskus, porežite enkrat stvar tako kot jaz, kot vi, in potem boste lahko posledično primerjali. Torej, kar je pa najpomembnejše, z rezjo, kar vam bom danes pokazal, kako lahko trto pri 20-25 letih že, bom rekel, posledično zaradi slabe rezi ali neprimerne ali neznanja pri rezi, že obnovimo, ali pa imamo trto staro 50, 60, 70 let in je trta fantastična. Daje ti tudi pri 40-50 letih, če ti daje trta šipon do 8 kg po trti, pa kaj bomo pa spremenil? Vse to je najbolj ekonomična stvar, ne rabiš nič vlagati. To je tako, da si na avtocesti, daleč prideš, poceni je, pa z minimalnim vlaganjem. Predvsem je to, življenjsko obdobje in invalidnost trte. Tu vam danes hočem povedati, kako blizu je, da trto amputiraš ali pa da trto pomladiš. O tem nam nihče ni govoril, o tem nam nihče ni znal razložiti dejansko, praktično, kaj to pomeni. Pogledajte si tole, tole sliko. A kaj predelujemo, rože ali grozdje? Enšperon, to je ta znana čudovita klasika, fantastična stvar. Ja, ampak kot za goske ni se nota, kot tudi enšperon je za vsakega. To je tisto pravilo, ko sem rekel, bolj je trta bujna, več rodnega lesa pustimo pri rezi. Pomeni, bolj ko je trta bujna, moramo več po letnem času delati, če hočemo trto spraviti najprej na tako zvano, kar je bistveno za eno šperon, da je umirjene rasti. In to je to po letnem času. Kje imaš grozdje? Tu imaš en grozdek, fantastično rase, vsi ti zavidejo, ampak ti veš, da imaš prazen sod. To je čista tehnološka napaka. Poglejte si tole. Na tekoči meter med trtami, enoletni les, če ga stehtate in če ima več kot 1 kilogram, nimate pravice iti na en šparon. Razen, če boste ob enem šparonu naredili še drugi šparon ali pa tretji šparon, ki boste ga v poletnem času, bom rekel, razbremenili z tako zvano vegetativno bujnostjo, da bo se trta umirila v rasti. En šparon je fantastična stvar, ko je trta umirjena, in največja katastrofa, ko je trta, bom rekel, bujna. Poglejte si, nič ne izmišljujemo, že leta 2000 je tale gospod Smart nam povedal, ko ti stehtaš
je od tega tehtanja odvisno, kakšno vzgojno obliko boš imel. In povejte mi danes, kakšno vzgojno obliko imamo. Enoumje, industrija, enošparonsko vzgojno obliko ali pa dvošparonsko, čista industrija. In mi govorimo o tako zvani individualnosti in o tako imenovani, bom rekel, kakovosti, po drugi strani pa plačilo. Oprostite, če hočeš biti izjemen, potem moraš imeti izjemne drugačne stvari. In poglejte si, odvisno od tega, koliko je stehtano, so potem tako imenovane vzgojne oblike. Pri 0,6 kg enojni dvojni GIO, pri enem do 1 kg je tako zvana Smart Dyson Lyra ali pa Scott Henry in pa pri veliki nad 1 kg pravzaprav pa je tako zvana GDS, torej dvojna ženevska zavesa in tak naprej, in tak naprej, in tak naprej. Sicer naše razmere so čisto nekaj drugega, ampak mi govorimo o 1 kilogramu. Do 1 kg nad 1 kg. Torej, ko imaš 1 kg in več, nimaš pravice na en šparon iti, moraš najprej to razbremeniti dodatne te energije, potem pa lahko greš na en šparon. Sprašamo se, koliko roz izrašča. To je najpomembnejša stvar, ko pride četrti. Koliko roz je od lanske letnika izraščalo? Vse so izraščale, pomeni, nimam kaj spreminjati. Tako bom rezal naprej. Nimam kaj spreminjati, enostavno, naredim šparon, ta reznik, tu spodaj pa gotovo. Edino, kaj je problem pri tem, če ste opazili? Od tu pa do tu, to je največji problem enega šparona, je tudi do 40-50 cm zraka, na katerem je povprečje. Tu je neekonomična površina. In tu bom zdaj vam pokazal eno šparonsko vzgojno obliko in dvošparonsko vzgojno obliko, ki lahko najde tiste sinergije, ko je lahko dvošparonska vzgojna oblika boljša od ene šparonske vzgojne oblike, če je ta prostor, ampak seveda pod določenim pogojem, da morate dodatno delati. Brez dela ni jela. Ja, tako je, tu se dostikrat, bom rekel, določene stvari zalomijo pri vinogradnikom, ker mislijo, da je brez dela lahko dobiš marsikaj. Lahko, če si po pameti in pa po tem ostalem boljši od drugih. Torej, ta učinkovitost. Če pogledate še enkrat tole, pogledajte, če od vseh teh panog izraste 70% in več takšnih velikih kot je tole, reži isto. Če pa je potem manj, potem pa veš, da je trta ali prebremena, nekaj moraš spremeniti. In to je potem, da vidiš ta učinkovitost. Ne, da režeš vsako leto isto. Poglejte si, naprimer, tale bivši šparon. Ta panoga je čudovita, ta je čudovita. Kaj pa je za temi panogami? Te imajo isto predeljek, ampak razlika grozdja na tej panogi ali pa na tej veliki panogi je 10-15 ekstra. In danes mi verjamete, da kakovost ni več povprečje, kot je bilo v socializmu. Ampak je izenačena kakovost, iz samo takšnih roz je kakovost. To pomeni, da če imaš same takšne panoge, pa tak naprej, je trta prebrmena, ali je pa lačna, ali pa je zadihtana tla. Nekaj je treba spremeniti. Ne pa, da kar naprej stvari ponavljamo in ugotavljamo in nimamo rezultatov. Torej, pri umirjeni rasti enošparonska vzgojna oblika, fantastična stvar. 4 do 5 tisoč trt po hektarju, enošparonska vzgojna oblika, kjer je rečemo kilaška ali pa sivi pinok, ki se res umirjena v rasti, čudovita osvetlitev, manj gnojenja, manj bolezni, manj stroškov, manj skupnih kislin. Enošparonska vzgojna oblika se fantastično porihta z strojem, kar se tiče obiranja z strojem. Mislim, stroški so pod 200 evrov, pod 200 ur po hektarju lahko na enošparonski vzgojni obliki narediš skupaj z drgatijo vred in si popolnoma evropsko konkurenčen, kar se tiče ekonomike. S tem, da imaš seveda kakovost, je pa izjemna lahko. Potem imaš pa alternativno možnost dvošparonsko vzgojno obliko, potem pokazal, če imaš prostor, daj 2 šparona, pa jih potem oplej na en šparon. Namreč, če imaš prostor, verjamte mi, da 10 rosk na 2 šparonih ima boljšo kakovost grozdja, kot pa 10 rosk na enem šparonu, ki so pač zbiti skupaj. Zelo pomembno je predvsem ta nadaljevanje rezi, ta zračnost, sončnost in pa predvsem razvitost grozda skupaj z ekstraktnostjo. Ja. Poglejte si en šparon. Tu nimaš kaj spreminjati, to je fantazija. Od 10 do 15 ton imaš po hektarju z minimalnimi stroški in pa vse optimizirano, kar se tiče stroja. To je danes približno takšen vinograd, kjer imaš enošparonsko vzgojno obliko,
Skratka, to, ko enkrat trta tako naštimana, lahko, bom rekel, 10-letnega otroka v 4 urah naučim tako rezati kot tole, kot vidite, in je stvar fantastična. In seveda, iz tega enega šprona lahko izhaja potem vrhunska prezrelost, bilo kaj, ta en čudoviti renski reznik in tako naprej. Glejte, to so potem izpeljanke, ker vse, kar delaš, delaj previdno in misli na konec. In ko prvič škarje primeš v roki, misli o tem, kakšno vino boš imel. Seveda, velika neznanka je predvalno leto, ampak poglejte si tole, en špron pred rezjo, kaj češ lepšega. Ampak o tem, kaj sem vam govoril, od tu pa do tu je neizkoriščen, neizrabljen prostor. In bistvena trta je, če me vprašate, je ali pa tole, da je sistem žive meje, da je zelo redka in da je zapolnjen vsak centimeter tako zvanega proizvodnega tega mesta. To je potem, bom rekel, cilj vsakega vinogradnika. No in potem so bili ti razvoj, te slike so stare že nekaj let, kako smo jih dopolnjevali. En špron, en reznik, to je bilo pred 15 leti, ampak potem pa smo že rekli, glej, tale velika rana, tale sušenje tkiva, tu je že lahko vprašanje eske, ja, ta velika rana. Pa gremo naprej. Poglejte, to je ta klasika, špron, reznik, fantastična stvar. To odrežeš lahko na uro lahko delaš od 60 do 150 komadov, odvisno kakšne škarje imaš, ali imaš električne in tako naprej, kdo je za tabo in tako naprej. Skratka, ekonomika, namesto 150 do 200 ur lahko prideš pod 80 ur, skratka, ni nobenega problema, še posebej četrta fajn opleta. Evo, ena špranskojna oblika z vodoravno rezjo. A potrebujemo, to je tisto, 15 let smo se pogovarjali, reznik čep. Če je začetek šprona pod osnovno žico, lahko zmanjšujemo iz reznika, delamo čep. Ja? Zakaj delamo reznik? Reznik je največja konkurenca šprona. Zapomnite si, idite vinograd in boste videli, kjer imate zelo močno obraščene reznike, imate škrbaste šprone. Ta reznik požere včasih 3 do 4 dobro razvite rozge tukaj gor. Zakaj je to dolgi rodni les? Dolgi rodni les ali špron je zato, da rodi. Reznik je bil v času socializma pomembno, da tudi rodi, ker takrat smo več spili kot predelali. Zdaj ga ne potrebujemo več, zato ker reznik je danes največja poraba energije, prvi zmrzne in na tem je treba največ pravzaprav delati in čistiti in je prvi znanilec, bom rekel, razvoja oidija in pepernospre, vse je tukaj noter, če pogledate, tukaj noter, ko to gnezdo nastane. In če iz tega naredimo en čep, in če imaš špron od 2,5 do 5 kg, ne potrebujemo več, čep je samo nadomestni les. Evo, tu na tej strani, ko bomo potem gledali pri tako mehki rezi, tu pa je potem drugačen razvoj. Ne moreš razvijati več trte takole. Ta stran je mrtva. Vedno, ko bom potem pokazal, če hočeš imeti en špron, se razvija danes en špron takole. Na tej strani, da je potem tako zvano to deblo živo. Matematično, tehnično, marsikaj gre, praktično pa mora biti drugače. Tudi tole, tako smo takrat naredili špron, pa reznik je vse v redu, ok, odrezali sem tukaj spode, pa je bila stvar rešena. V bistvu smo trto amputirali. Če hočeš tako odrezati, moraš na tej strani imeti alternativo, to je ta reznik. Odrezati pa nikoli ne smeš tu, ko bom potem pokazal, ampak više, tu bi ga mogel odrezati takole, ko bom potem pokazal. Zakaj tule? Zaradi tega, dragi moji, poglejte si to trto. Tole trto si poglejte. Enoletni rez. In vzamite si tale stari les. Nodi, internodi. Poglejte si tule. Nodi, internodi, nodi. To je čisto isto, kot ko je trta stara 40-50 let, stari les. Ne moreš odrezati, kje smislu, kar odrežeš tu nekje. Vedno se odreže nad očesom. 2 do 7 cm, ko je stari les, nad očesom. Zakaj? Zaradi sodobnih nevarnosti, ko smo potem govorili o eski, zaradi lesnih gljuj, ki so postale smrtne sovražnice vinski trti, zaradi spokanja lesa, zaradi prodiranja v les in ko ti gljiva nastane, miceli nekaj let, takrat več ni rešitve za trto. In če gremo naprej,
Danes, če boste dojeli spoznanje, kaj je to pomlajanje trte in kaj je to amputiranje trte, ste pravzaprav dosegli danes bistvo vsega za obstoj svoje trte. En špron, lahko naredimo trto brez enega šprona. Pri mladih trte, če vzgajamo 20-30 cm spodaj, lahko vedno ponavljamo tole stvar, kajti trto lahko vsak dvigne, dol spustiti pa je problem. Misterij, ali bom rekel, največja skrivnost je tako zvana skrivnost čepov. Na eno oko, ki ni samo nadomestni les, ampak je tudi les, ki mora biti razporejen okrog celotne trte, kajti on omogoča celotnemu deblu vitalnost iz vse strani. Če en delček debla samo 3-4 mesece ni v pogonu, lahko z nožem ugotovite, da je tisti del mrtev. In eska in vsi tako zvani reciklaže, kot naravne reciklaže, grejo na mrtvo snov, ki jo razkrojijo. To vas opozarjam. In če imaš tudi 80 let staro trto, ki je vitalna, je to trta, na katero ne pridejo glive, zaradi tega, ker nimajo informacije, da bi bilo treba kaj reciklirati. Vse isto z človekom, oprostite. Lahko si star 40 let, pa si z tega hujšega ven, lahko si pa star 80 let, pa še vedno svetlo gledaš po tem čudovitem svetu. Poglejte si dvošpronsko vzgojno obliko, kako je pač obrezana, pač je več dela. Sej, tu bi se lahko bilo rečeno, kakšno bi bilo, ker je vse pod osnovno žico, smo si lahko privoščili brez seznike, brez čepa, ker ti drugo leto lahko to dvigneš mimo grede, tu smo nekaj malega pustili. Poglejte si tole, to je dvošpronska vzgojna oblika, ki je bila vpletena en šparon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 panog, na kateri je mirenski riznik, pa si ga pogledajte, kaj pa mu manjka, če ima dovolj prostora. Je pa res, da je treba delati. Delati pa je treba. In potem smo pri izvedbi. Imamo danes električne škarje, imamo vse te škarje, imamo danes mašine, stroje, katere že lahko vse strojno naredimo. Skratka, predrezači, res strojne in tak naprej. Torej, klasika predrezo, če ste pogledali 2 špron, 2 reznika, brez velike ran špron, reznik. To so stare slike 20 let, lahko imate pod osnožico 2 šprona brez vsega. Vse je možno, to so tako zvano, vedno morate strokovno pravilno trto obrezati. Lahko pa obrežete na 5 ali 7 različnih načinov. Če imaš doma 400 trt, mi ne govori o ekonomiki, govori o ljubezni, govori o tem, da boš trto obrezal tako, da boš celo leto lahko imel kaj zdela z njo, pa da boš jo čohal, pa da boš zadovoljen ti in ona. Če pa imaš 15-20 tisoč trt, moraš trto obrezati takole, da posledično na tabo ni pletve, je zelo malo gnojenja, je zelo malo pravzaprav nevarnosti zaščite in da je veliko več možnosti, da lahko vse strojem naredim. Kajti, če bom na današnjih razmerah pač drugim plačal, bo pa meni falilo, vse vidite, da ni denarja, da moraš se sam narediti. Takrat je pač druga oblika, ampak oba delamo strokovno pravilno. Zato ne govoriti, vi si napredni vinogradnik, jaz na zadnjaški vinogradnik, jaz sem tradicionalni tipa napredni, oprostite. Napredni vinogradnik je z meni tisti, kateri ima vitalno, zdravo in zadovoljno trto 40 let in več. To je za mene ta pravi vinogradnik, pred katerim dam klobuk dol, pa rečem, vi imate svoj življenjski vinogradniški doktorat. In kakšni so izzivi zares za bodočnost? Ker me poznate in veste, da se ne ustavim pri nekih stvarih, da ugotavljam, kaj se je zgodilo. Mene zanima, kaj se predvideva. In to, kaj se predvideva, doreči ne z čustvi, ampak tehnološko, preverljivo, dokazljivo in ponovljivo. Zato, kar vam bom povedal vse na lastni izkušnji. Sam nisem mogel leta pa leta verjeti, da je kaj takega možno. Glejte, izzivi za bodočnost. Najprej, povejte mi, kako lahko garantirate, da letos kljub pozebi do temeljni obralni pridelek, to ne gre. Gre, samo znati moraš. Gre, samo delati moraš. Gre, samo vedeti moraš. Gremo naprej. Kako lahko preprečimo razvoj novodobne bolezni eske? Vem. Če ne delam velikih ran, če danes delam v vinograd, grem z škarjami brez žagice, res brez žagice, nemajo više žagice. Je žagica, je, oprostite, ampak za 1 ali pa 2 leti nazaj, ko vam bom pokazal.
Trta mora biti lepa. Največji problem vinogradnikov je, da smo esteti. Esteti, trta mora biti lepa, samo lepa mora biti. In potem odrežeš tam, da je lepa, v bistvu si pa nogo, pa roko, pa prst odrezal. Ne, trti moraš delati vsako leto frizuro, to je rastlina ženskega spola in če je stara 50-70 let, je kljub temu rada lepa, ampak pač moderna, včasih eni so bolj moderni, drugi moderni, ampak frizura mora biti ta prava. Malo se šalim. In predvsem dolgoživost, odpornost. Povejte mi danes, koliko obnavljamo vinogradov v Sloveniji. Povejte mi, koliko. Manj, kot smo jih časi obnavljali, bom rekel, v najlepši leti okolici Maribora, smo obnavljali 100 do 150 hektarjev. Katastrofa. Mi niti 5000 hektarjev v tem trenutku nimamo pokriti z tako zvano dolgoročno amortizacijo. Manj kot 200 hektarjev delamo celotno Slovenijo, od tega je 70% na Primorskem, ker še to lahko dobro prodajo. Dajte se povedati, to je nacionalna katastrofa. Zato edina alternativa je, da te stare trte, katere še imamo, da jih poživimo, pomladimo, da se dobro počutijo in da skupaj z nami, bom rekel, starimi, bom rekel, umrejo pokončno in zadovoljno, ker mladi tako ali tako se ne več ne mislijo s tem ukvarjati. Razen v nadaljevanju, če vam pokažem alternative. Mladi ljudje so fantastični ljudje, fantastični vinogradniki, samo ne jim podeljevati, bom rekel, diplom in pa priznanj, ampak mladi ljudje morajo videti razlog, zakaj bojo vinograd hodili, zakaj bojo zaslužili in da bojo zaslužili. Mili so časi, ko smo delali, mladi ljudje hočejo zaslužiti in tako je tudi prav in da popolnoma prav. Prilagajanje rezi na podnebne spremembe. Poglejte si tole. Trto lahko preprečujemo smoljansko pozebo z tako zvanim, najcenejša varianta je z kasnelim in dvojnim odganjem med trte. Potem je zanimiva, je sanacijska rez po toči. Namreč pride do dobre pozebe in do dobre toče imata nekaj skupnega. 2 leti ni predelka. Če se tega zavedamo. Res po dobri toči, taki, kot je bila naprimer v epicentru v lansko leto v Ormožu, vprašanje, če bo letos kaj imeli predelka, pa zelo malo. Potem res in eska. Tu je, mi smo imeli 12. januarja, bom rekel, en zoom okrog tega eske in tako naprej in smo prišli do enega zaključka, kar se tiče, kar je izredno sporočilo danes, da bolezen je tako kot rak, eska je isto kot rak. Pred leti smo mislili, da je to katastrofa. Zdaj pa vidimo, da je to ena od bolezni, ki je ozdravljivo, ampak pod določenimi pogoji in z določenimi postopki. Potem je naslednje vprašanje, mehka ali gesamte repšnit, ali je ta mehka ali prizanesljiva res, kot pravijo južni Tirolci, Švicarji in Nemci, ampak v bistvu je to staroslovenska res. Staroslovenska res, kot je bila kot staroslovenski zakon, ko si se enkrat odločil si do smrti, pač bil s tisto partnerko, tak je za trto, ko si se enkrat odločil za njeno vzgojno obliko, si jo pustil do smrti, brez žagice, brez vsega, sicer ni bila lepa, bila pa je uporabna. Tak je pač. In pa na osnovi tega si pač lahko, smo si izmislili neko stvar, neka nova vzgojna oblika, če ne rečem, da je zdaj neka rešitev, je pa ena izjemna dopolnitev, o tem pa kasneje. Poglejte si flansko pozebo, evo, to je tole, nimaš kaj. Poglejte si tole, ta čudovita stvar, dvojno odganjanje. Ta poganjek je odpadel, evo, tisti drugi, ko ste gledali, glavni poganjek je propadel, a stranski je že pognal. Pomeni, če je trta močna, če je trta, bom rekel, z malimi grozdi in tako naprej. Poglejte, je lahko še skoraj normalen predelek. Muškat v tunelu v letu 2016 je imel do 70% predelka, rumeni muškat 15%, naprimer. To je to. Samo 2 sorti, zelo zanimivi sorti, zeleni silvanec, laški riznik, zeleni silvanec, predvsem pa modra potrgalka ali portugalka, lahko v določenih takih letih dajo celo iz teh malih stranskih pogankov večji predelek kot pa ta glavni. Tako da prosim, narava je izjemna stvar in prilagajanje naravam je imperativ vsemu, ne da jamramo in jadikujemo, kako ne gre. Vse gre, samo znati moraš, pa potruditi se moraš. Poglejte si tole, akrotonija rodnih očes. Tak poganjek prerezi. Pusti šparon, ko bom potem pokazal, šparon, reznik, režeš šparon pa reznik, bom potem pokazal. Pusti bo 2 šparona, pusti neobrezan reznik. Pusti ga ne na 8-9 oči, ampak na 15 oči.
Kaj to pomeni? Ko bo 15 oči od 15. do 9. očesa tako pognalo in ko bo 20. ali pa 15. do 20. aprila prišlo do pozebe, jih bo večina takšnih, bazalnih, neodnanih očes. Evo, to smo takrat v večini ugotovili. Če imaš na 7-8 listov, je pri minus 0,5 že gotovo vse. Če pa imaš faz zavona, pa minus 5. Torej pomeni, z rezjo moram zdaj že razmišljati, da bom imel v času pozebe največ v fazi volne. In potem sem zmagal. In kdaj je najboljše imeti vino pa grozdje, takrat, ko tvoja konkurenca tega nima. Ampak na račun svoje sposobnosti, ni na račun, bom rekel, svojih odnosov in svojega človeka. Poglejte si, kako je bilo tole. 15 dni po pozebi. Evo takole. Tu je pozeblo vse, tu je spalo. Poglej, tu pa se je začelo. In tako je bilo 15 dni po pozebi. Nepoškodovani poganjki, uničeni poganjki, delno prizadeti. In če imam večinoma takšnih kot tu, sploh ne vem, da je bila pozeba. Ampak to je tehnološka stvar, to ni stvar, bom rekel, kaj je Bog dal. Evo, to je tole, to je ta sistem. Zakaj puščam v začetku januarja, ko porežem, to je vinograd med 44 let star vinograd. Zakaj sem slikal 44 let star vinograd? Zato, da vam pokažem, kako je lahko trta stara, pa istočasno mladostna. Mene ne zanimajo leta. Mene zanima predvsem kakšno razmer enoletnega med starostjo, med starino. Mene zanima, da je trta živahna, da je trta vitalna, da mi trta pri 40, 45, 50, ker me zanima ta leta, da mi da od 2 minimalno pa do 10 kg predelka. Jaz pa sem tisti, kateri bom reguliral potem v tisto, kar jaz rabim zase, za svoje duše, če ne prodajam, če pa prodajam, pa to, kaj trg zahteva. Prosim. Poglejte, puščam 4 šparone na trti. Saj bi sosedi rekli, se mi je zmešalo. Pa vem, zakaj se gre. Vem, da je to šipon. Vem, da je šipon, kateri se šparoni lomijo, ko jih vežem. Prvič je to. Drugič, vem to, da tudi zelo hitro pozebe. In še nekaj, ko jaz to pustim meseca decembra ali pa januarja, jaz ne pustim to zaradi tega, da bom občasno trgate imel 4 šparone. Mene to ne zanima. Jaz bom takrat, če vidim, da je trta premočna, bom takrat skupaj z poganjki meseca aprila po pozebi odrezal šparon tukaj stran skupaj z velikimi poganjki in sem trti tako zvano jemal njeno, bom rekel, rastno moč, nisem pa je prizadel v preobremenitvi predelka. To je bistvena stvar, da točno veš, kaj delaš, če tudi sosedje razmišljajo, da potrebuješ psihiatra. In to je ta sistem, ko lahko ta šparon, 2 šparona, ki ste pustili na 15 oči, tu ga meseca marca zvežete na 8 ali 9 oči, koliko pač bomo imeli 10 oči, tega pa pustite še 15 oči, potem v zraku neobrezan je reznik. In potem, ko pride 15. april ali pa 20. april, ker je navadno tako zvana zimska pozeba, prideš, podrežeš to stran. Ampak verjamte mi, kaj je najbolj hudo. Najbolj hudo je, ko vidiš tiste poganjke z grozdjem, takrat ti je hudo. Hudo. Prosim, lepo. Če imaš cilj, boš to odrezal, pa boš naredil tako, kot pač mora biti. To je potem, ampak lahko se preprečiš pozebo pod pogojem, da si zavezan k temu, da boš kasneje še nekaj naredil. In pa smo pri toči. Poglejte se točo, meseca avgusta, 500 hektarjev je lansko leto razbilo v Ormožu, z te strani je vse v redu, z te strani je pa vse razbito. Absolutno je, pusti več paronov, vsak logično ve, da pusti več paronov, ker ko boš vezal, se bojo zlomili. Samo število oči je izjemno pomembno. Trta, če so res pri katastrofalnih teh, pustiš tudi takole, ko sem pokazal, pri katastrofalnih točah, kjer je nad 70% meseca avgusta, to so najhujše toče, takrat so najbolj odporne ta začetna očesa. Pač porežeš tako, da bi koza porezala na 2-3 očesa, pa potem gledaš, kako stvari tečejo. Pa to niš kordonska zgornja oblika, vse drugo leto pač pustiš iz tega šparon pa reznik, pa tuj šparon pa reznik, pa potem režeš nazaj, ampak tako se prilagajaš za to, da imaš sploh lahko neki predelek. Ja, ampak najpomembnejša stvar je preprečiti toče, je protitočna bočna mreža. Pač to so ene takšne stvari. No, pa smo pri tej zanimivi bolezni eski. Brezizhodna smrt trte ali ozrljiva bolezen. To je zelo zanimiva stvar. Tako zvana zamašitev žil, kap. Mislim pa, da vsi smo se nejasni. Izvor vsega tega je v
v tako imenovani estetiki vinogradnikov, ki smo trto pomlajali in smo jo odrezali tam, da bo lepa. Poglejte, kaj se je zgodilo. Odrezani smo tam, kjer smo mi mislili, nekaj je trta zahtevala in kjer bi bilo prav za trto. Je se zgornji del tako zvani posušil, ampak potem pa v zasušeno rano prije do zadnjega pokanja in skozi te razpoke rane prihajajo milijarde trosov, ki v zimskem času letijo, ker to so glive, ki imajo spolno fazo, pa ne spolno fazo. In zadene tukaj noter in potem začne razvijati, bom rekel, svojimi celi. Lahko razvija svojimi celi 5-10 let. To je tako kot inkubacijska doba za rak 20 do 30 let. In ko enkrat razvije miceli, je gotovo. Je to tole, kap, fertik, nimaš več kaj. Vse posod, kjer boste to videli po letnem času, imaš te velike rane. To je potem na grozdju, gor, te tako zvani tigrasi, mramorinani listi, grozdje, kot je bilo, bom rekel, kot da bi bilo pikčasto, kot je bilo tole. Tako se na grozdje pojavi. Evo, to je tale, pogledajte si tole, jaz pravim temu srce ali pa tako zvani možgani tukaj noter nastanejo. In to je tako zvani miceli. In kaj smo prišli tega zaključka? Poglejte, in kako lahko pravzaprav preventivno rešuješ napad eske. Tako kot sem rekel, pogledajte si tole, to je ta nodi, internodi. In tu je čisto isto, pogledajte si tole. Tu je nodi, internodi in tu je spet nodi. In ta nodi, če pustimo tale štrcelj, vsaj 5 do 7 cm ali pa vsaj 2 cm nad tem zadnjim nodjem, bo sicer spokalo, pa se opozarjam, to odrežemo, tu bo mogoče kakšen poganjek, ali pa tu bo spokalo, ampak se bo prej celoten tale štrcelj posušil, preden bo stvar spokala do konca. In še ena zelo pomembna stvar je, zakaj naredim tole, to je ta vitalnost trte, ki pustim razlika med amputiranjem pa med pomlajanjem. Trti sem pustil šanso, da sama na tem nodiju, ker sam na nodiju požene poganjke, požene poganjek. Jaz v poletnem času pa rečem, glej, jaz tega poganjka ne potrebujem in to očistim. In ko to očistim, verjamete mi, bo sicer to spokalo, ampak bo v roku 3 mesecev tale štrcelj od tu pa do tu postal suh. In če naslednjo leto pridem z žagico in odrežem tukaj, je trta tukaj popolnoma suha in na suho nikoli gliva ne more iti skozi, fino je, če zamažem, zaradi tega, ker pač zaradi atmosferine in tako naprej, ni pa nujno. In tako sem trto, bom rekel, jo poslušal, da se je ona sama pomladila. Mogoče bo zrasel tu kakšen poganjek, mogoče ga bom celo potreboval. To je izjemno pomembno sporočilo. Trti dajmo šanso, da se sama revitalizira. Ne vtikajmo se v njeno življenje z našim načinom razmišljanja. Ker če bi bilo po starem, bi vzel žagico in bi odrezal trto tukaj. In kaj bi se zgodilo? Ja, vse bi se posušila. Tu bi sicer nekaj zraslo. Ampak ta bi se posušila in istočasno spokala in bi prišla eska tukaj noter. V tem primeru pa tudi, če spoka, lahko trta eska prije sem v tem letu, ampak ker bomo odrezali tukaj, na suho se eska več razvijati ne more. In to je en taki zelo preprost način, s katerim lahko pravzaprav omogočiš revitalizacijo trte. Poglejte si tole, taki čep oziroma takšen štrcelj je bil. Poglejte, kako je spokal. Kako spoka, kako daleč spoka. Ja? Tako je zelo pomembno, 2 do 7 cm nad zadnjim nodjem, ker to je bilo pač odrezano takole, evo, in je bilo odrezano in je tu je ta nodij in se ne more, tu ga odrežem stran in je trta suha, zgor je suho, spodaj pa vse normalno, zdravo in tako naprej. Poglejte si tole trto. Lansko leto je kompletno napadla eska Sauvignon. Grda, cela trta in tako naprej. Poglejte, tu je bilo z motorno žago samo izrezano, tu je bilo prerezano, tu je bila luknja skozi nareto. Poglejte si letošnjo leto, 2 dobra šparona, pa čep oziroma čep reznik, fantastična trta. Oprostite, meni je bistveno, da vem, da je eska pa tako naprej, ampak meni je bistveno, da sem lahko to bolezen tako pozdravil v tem smislu, da lahko trta normalno rodi in normalno živi naprej.
To smo dokazali, da se da v 90% v tem pozdraviti trto na tak način, za tako zvano dendrokirurgijo. Ta pa stvar, druga stvar, seveda naslednji srečanj in tak naprej in tak naprej. Torej, zdaj pa pogledamo slike res trte in obstojnost trte do 30 let. To je tehnologija, kjer je bilo pred 20, 30, 40 leti. Ti čim prej to naredi, po 20, 25 leti trto flikni ven, pa drugo posadi in gremo naprej. To je bila ta tehnologija. Poglejte si, trta stara, njene borbene rane, poglejte si te velike rane in tak naprej, vse tukaj gor vidite. En šperon, ampak ta trta je pravzaprav neke vrste pohabljenec. Poglejte si tole. Trta ima šperon pa reznik, na tej strani pa je čudovito en šperon pa en reznik, lepa rekonstrukcija je bila narejena, ampak trta je tukaj, je kompletno mrtva. Če bi šli z nožem ali pa pogledati, tu je en del trak ali pa en pramen, kateri lahko se vleče celo do cepljenega mesta, da je. Poglejte si tole, to je ista stvar. Lepo šperon, drugi šperon, čudovite Sauvignon, ta stran je mrtva. Kako pa hočeš na prizadeti trti graditi bodočnost? Kako hočeš na nezadovoljnih ljudeh graditi, bom rekel, razvoj podjetja? Prosimo slepo. Že stari Huter je vedel, da ljudje morajo biti, njegovi delavci morajo biti zdravi pa zadovoljni, da jih lahko 10 leta uspešno izkorišča. Da ti mlado, ta odnos do trte in pa mladi kapitalisti imajo isto mišljenje. Poglejte si tole, ekonomsko neopravičilo, 20 let stara trta pa je uničena. Na račun tistega, ker je bila odrezana pač tam, kjer ti misliš, kjer bi trta morala biti odrezana, kjer potem pride do zamakanja, kjer pride do eske in tak naprej. Gotovo. Poglejte se trto. Pomlajene ali amputacije, to je čista amputacija, to si trto pravzaprav prizadene taki graditi, nimaš kaj graditi. Poglejte se to trto, stara več kot 40 let, lepe 2 šprona, ampak na tej strani je bila amputirana. Poglejte stale del, ta del je mrtev, ampak trta je pač, ker samo 1/3 starega lesa je potrebno za normalni pretok. Tudi samo 1/3 zeleni tega res asimilacijskega listja je popolnoma dovolj za 100% asimilacijo. To je neverjetna stvar. Poglejte si tole trto. Trta odrezana, sicer se revitalizira, ampak trta je amputirana. Gremo naprej. Poglejte si, to je bil ta stari sistem, ko smo trto odrezali tukaj, to je pa že malo više. Če bi bilo postavljeno, bi trto odrezali tukaj, vidite tole? Tu spodaj bi odrezali, tudi tega, ker je pač enostavno, kaj boš ti grdi štrcljeno. To je potem tale stvar, ko gremo naprej pogledati, evo, to je ta sistem, tu je ta nodi, internodi, zaprto, ampak kljub temu ni v redu, ker je ta del mrtev. Nikoli ne moreš odrezati tu, dokler ni tu pri zelenih delih, pri pletvi puščen že zeleni poganjek. Tu zeleni poganjek. Pustim zeleni poganjek in potem naslednji del pustim čep, potem lahko odrežem tu 5 do 7 cm više, zamažem. Zakaj? Ker s tem je ta del debla deluje, ta del debla deluje, istočasno pa sem preprečil, bom rekel, vdor eske in pa razvoj eske. In tako sem trto pomladil in trto obnovil. In to je bistvena stvar med uničevanjem trte in pa med pomlajanjem trte. Tole je stvar, to je za mene tudi, sicer je na videz lepo, ampak ni v redu, ker je na tej strani ni nobenega poganjka, ni česar. Nimaš pravice trto tako odrezati, dokler na tej strani ni poganjka. To je pa, bom rekel, mukotrpno, 2 do 3 letno, res usmerjeno delo pravega vinogradnika, da to spodbudiš in da to narediš. Evo, poglejte si tole, to je pa ta sistem, ko imaš na tej strani že vidite, poglejte, sicer je tu odrezano pa zamazano, pa tule, poglejte, trta je stara, je bila odrezana, vse super in je revitalizirana in je pomlajena. Tako se to dela. In je trta bo stara lahko 40, 50, 60 let, ampak bo mladostna. In zdaj gremo pa na 50 in več let. Mene zanimajo predvsem danes, poglejte si tole, stara trta. Stara trta bo stara kmalu 500 let. Idite k njej, pa je poglejte, skoraj votla je. In dejansko, kaj je prednost? Kaj je skupna značilnost vse stare trte? Da so skoraj votle. Same se naravno borijo proti eski, proti glivam, tako da pronicajo sonce in zrak v svojo deblo, kot na Primorskem, če pogledate velika drevesa, vsa so votla.
in cev ima 3 do 5krat večjo nosilnost kot pa polna cev. Zanimiva stvar. Narava ima vedno prav. Mehka ali nežna res. Poglejte se trto, stara 80 let. Kaj manjka? Poglejte, kaj manjka. Kaj manjka danes 80-letniku, ki ima dobro penzijo, pa ki je vitalen, pa zadovoljen? Nič mu ne manjka. Tak je približno to. Poglejte se, ta šipon. Še vedno ima do 8 kg, če mu ga hočem pustiti. Poglejte, kakšen je. Stari 45 let, pa kaj? Fantastično. Torej, novi pristopi pri rezi vinske trte. Res moramo ločiti med pomlajanjem in amputiranjem. Ali poznamo razlike? Tako smo pokazali, naučimo se. Ne delati nekaj, kaj pojma nimaš in to z največjim veseljem, kot vsi ostali, bom rekel, v Sloveniji. Vinogradniki moramo biti preverljivo, ponovljivo in dokazljivo. To je znanost, vse ostalo je blef. Starost trte. Ali je trta mladostna ali je starikava? Tako kot sem rekel. Trta, en vinogradniki pri 15 leti imajo starikave trte, drugi pri 40-50 leti pa imajo tako zvane mladostne trte. In to je vse odvisno od vinogradnika. Torej, res mora biti kot vsakoletna pričeska vinske trte, ni rezanje organov, ni rezanje prstov, rok, nog in tak naprej, ampak je delanje vsakoletne pričeske. In iz tega izhaja potem tako zvana, ko naredimo en taki žlahtni izbor vsega skupaj, tako zvana mehka res, staroslovenska res. Res brez nastanka velikih ran. Res in nastanek štrclov. Če že hočete pomladiti, naj se trta pomladi sama, omogočite, da se pomladi sama, vi jo estetsko rešite 1 do 2 leti kasneje, kot bom še pokazal, da slika. Res in večje število čepov, misterija čepov je najpomembnejša stvar v razumevanju, bom rekel, dolgoživosti trte. Lahko je 3 do 5 čepov. Čep nikoli ni konkurenca šparonu. Čep je lahko nad šparonom, nikoli reznik. Čepu je lahko več. Čep ni v tem, da bo rodil, lahko tudi rodi, posebej če je narodnem. Predvsem je v tem, da bo delal vitalnost celotni stari trti na obodu njenega tebla. To je edini garant za to, da trta živi. Kajti zapomnite si, v naravi je edina razlika med mrtvim in živim samo v eni besedi, to je v gibanju. In če mlad poganjek na enem štrclu odstraniš v poletnem času, čez 3 mesece, verjamte mi, ko sem to delal, po 3 mesecih je celotni štrcl že suh, kajti v naravi, kaj se naravi, zakrni ali pa odpade. In v naravi ni sociale, vse je lažne sociale, ne tako, kot si jo ustvarjamo ljudje. Res brez žagice. Je žagica, ampak leto, 2 kasneje, samo da delamo estetsko pa lepo živo. Torej, res zdrave, odporne, dolgožive trte 50 let, ki je ekonomsko pravičena zraba. Poglejmo si tole, to je ta sistem. To je ta sistem, mehke rezike bom potem pokazal. En šparon, en reznik. Ne more več biti šparon pa reznik tole. Ampak je tole, če pogledate. Ker če je šparon pa reznik tole, potem je čez 4-5 let se trta dvigne in jo moraš odrezati in mu delaš veliko rano. Če delaš levo in desno, je šparon tu, je reznik tu. Poglejte si tale sistem. Šparon, reznik, čep. Naslednjo leto je tu. Šparon, čep, reznik. Naslednjo leto je spet šparon, čep, reznik in trtoš, namesto da bi jo dvigoval, jo širiš. V 10-15 leti jo širiš za 5 do 7 cm levo in desno. Brez žagice, brez velike del. Vsak pravi rezač ve, če žagic ne uporabljam, mi gre res 30 do 50% hitreje odvisno starosti trte. To je tudi zelo ekonomična stvar. To je potem ta sistem, veste, do tega sistema rabiš pa vinogradov včasih od 2 pa do 4 leta. Tako kot primer, če tole pogledate. Šparon, pustil sem 2 tale reznika, čeprav bi mogel 2 čepa pustiti. Še ena zelo pomembna stvar je, če imaš šparon pa reznik in hočeš iz tega delati mehko res. Prvič moraš gledati levo in desno, to je ja pomembna stvar, da imaš čep tu oziroma tule. In če že imaš previsoko, ne delaj iz reznika, ampak delaj samo čep. Iz čepa, zapomnite si, boš naredil eno glavno oko, drugo oko bo pa zraslo iz tako zvanega črnega ali spečjega očesa. In tisto oko nikoli ni vertikalno, ampak gre vedno, bom rekel, horizontalno in potem se dvigne. In iz tistega potem delaš, bom rekel, za 2-3 leta naprej, bom rekel, tale sistem, tale sistem. In to je tako pomembno, ta speča očesa. Kaj hočem povedati? Šparon je zato, da vam da od 2 pa do 5 kg. Tisto spodaj,
pa ni več zarod, ampak je samo zato, da narediš tako pozicijo, da bo lahko šparon, ki bo v poziciji takole, ne več tisto gor, imel ogromno predelka, kajti v sadjarstvu in vinogradništvu je popolnoma isto. Pokaži mi s pozicijo, bom rekel, rodnega poganjka, pa ti bom povedal, koliko ima predelka. Če po koncu, veste, po koncu ni nič, če pa je bolj položno, pa ima diferenciacija svoje mnenje. In poglejte si tole. Lahko odrežem tole 5 do 7 cm više, če imam že čep. Alternativo, čeprav bi mogel imeti še tu, ampak je že tu je tale nodi. Ne odrežem tu, ampak vedno 5 do 7 cm više. Poglejte si tole, staro trto. Zakaj nisem odrezal tukaj, ko bi jo klasično odrezal? Zato, ker bi jo uničil. Pustil sem jim nodi gor. Za mojo rezijo pride vezač, oziroma vezač in plevač. In plevač v tem primeru je najpomembnejši. Aha, bom rekel, tu gor ne potrebujem ničesar, bom vse čisto, naslednje leto odrežem tukaj stran in bo trta fantastična, stara 45 let, mladostna, kot le kaj. Pod osnovno žico se vidite samo en čep, 2 šparona, ki bo rodila do nebroj predelka, vse kot praksa. Poglejte si tole. Zakaj ne odrežem tukaj, poglejte, pustil sem tule in tule, logično, da bi odrežal tukaj stran. Katastrofa. Ne, če odrežem tukaj, sem trto uničil. Tu gor, zakaj sem pustil 3 šparone? Zaradi tega, ker vem, da bom vsak dan vinogradil, ker vem, da ko bom vezal šparone, da bo tale počel ali pa da bo tale počel. In vem tudi, da lahko, ko pride do, če bo prišlo pozebe, da potem bomo lahko iz tega tudi kaj na koncu delal. Še v najslabšem primeru bom pa naredil škarje in bom tukaj odrezal na en sam čep. Čep je lahko načprav, ni dobenega problema. In naslednje leto bom videl, ali pa pri pletvi, če bom potreboval, bom pustil, če pa ne, bom pa odstranil in drugo leto odrežem tukaj v stran in zamažem in sem dobil staro trto, ki je mladostna in jo lahko imam še 20 let. Poglejte si tole, to je ta sistem. Vam to naslednjo, pogledajte tole. Pustiš tule gor, to je od lanskega leta, pustiš tu gor, se tu vraste, če ne potrebuješ, imaš tu čep, lahko podrežeš potem tule, ko je že suho. Ko je že na suho, odrežeš vse, evo pa to, pa imaš spet levo in desno in imaš, bom rekel, tako zvano mehko prezanesljivo, res na 50 let stari trti. Samo ne reza tukaj spodaj, ker si potem naredil katastrofo. Trto si uničil. To je ta sistem, pogledajte, kako je vrezal, tale sistem, in kaj sem naredili včasih, odrezali tukaj stran in sem pustil en šparon pod osnovno žico, pa je slabo rešena. Katastrofa, trta amputirana. Bistvo pa je tole. Poglejte se tale sistem, zakaj sem odrezal tule, zakaj sem pustil čep. Zaradi tega, ker grem levo in desno, ker bom reševal ta del debla, ta del tak ali tak pustim, ta čep pa nikoli ne dela konkurence temu šparonu, je pa samo v funkciji revitalizacije debla. Tu je bistvena stvar, ki smo 30 let gledali, pravzaprav pa nismo določene videli, pa smo poslušali, pa nismo razumeli. In potem imaš tako staro trto 40-50 let za takim predelkom, ali pa takim predelkom še polnije, kaj pa potrebuješ več? To je ta sistem, pogledajte si tole. Zakaj ne, pogledajte si tole, to je bile stare rane, to je vse suho, vse suho. To, kar sem čisto. Evo, levo, desno, pogledajte si tole, ker pač ta še ni, bom rekel, točno tako, sem opustil samo čep za eno oko, kajti, ko bo naslednje leto pognal tule, bo tu spone, vidite, tu spone bo pognal tale in bo že naslednje leto tale imel takšni poganek. In iz tega potem jaz razvijem levo in desno vse. Zakaj pa nisem tukaj odrezal tu, ker bi bila to amputacija. Pustil sem tule, na tem nodju bo pognalo ali pa tudi ne. Če bo pognalo, bom odstranil, ker ne potrebujem in naslednje leto bom odrezal tukaj stran in trta bo stara, pa istočasno mladostna. Ta isti sistem, zakaj nisem odrezal tukaj stran? Zaradi tega ne, ker je večja rana od 2 cm. In ko imaš enkrat v vinogradu samo en vidni znak eske, mi verjamite eno stvar, je vsaj 10-krat več trt že okuženih. In največja katastrofa pri eski je od infekcije do vidnega znaka. In zato, pravim, največja katastrofa so v tem trenutku, oprostite, v Franciji, ne bom rekel v Sloveniji, so trsničarji,
ki niso znali ločiti od infekcije do prvih vidnih znakov. V tistem času je tako kot COVID, ko si kužen, pa pravzaprav še nimaš znakov. To je največja katastrofa. Je isto pri eski. In zakaj ni tu odrezano stran? Zato, ker ni potrebno. Ker če odrežem tukaj stran, je to amputacija, naredimo grozotno veliko rano in tako naprej. Bom pa lahko to naslednje leto odrezal tukaj stran, pa bo trta. Bom odrezal tukaj stran, če bom očistil tole, pa tu gore, če se očistil, tukaj stran in bo trta mladostna, stara po letih, ampak mladostna po videzu in pa porodnosti. Ista stvar, spet pustim tu gor, ne režem stran. Poglejte se, en taki čudni sovinjon, kako je pač izgledalo, ker sem pač pustil 2 šperone zaradi te izredne bujnosti, kako sem obrezal. Evo, 2 šperona, brez reznika, brez tega, ker je vse pod osnovno žico, poglejte se gor. Kaj zdaj s tem naprej? Še tega sem odrezal. Zakaj ga nisem odrezal tukaj not? Ne. Zato, ker sem ga odrezal nad tem nodjem. Trta bo sama povedala. Če bo zrasla, mogoče bom rabo, če pa ne očistim, naslednje leto odrežem tu. In kaj imam tu, med tej stari trti? Naslednje leto odrežem spet šperon, pa spet drugi šperon, brez čepa, brez reznika, ker je vse pod osnovno žico in to lahko delam 3, 4, 5 let, brez posledično dobenega dela. Raje se ukvarjam z svojo soprogo, pa z svojimi kolegi, pa z vsakim kozarcem vina, ko pa brez veze trto čoham vinogradu, če me ne potrebuje. Ko pa je slabo leto, takrat pa me potrebuje trta vsak dan. To pa je. Poglejte se spet ta sistem, grd. Šperon sem pustil pod osnovno žico in tu gor neki mali čep na levi strani, ko bi bilo praktično, bi odrezali tukaj stran in se ne bi zafrekavali s to grdoto in tak naprej. Spet je ta sistem. Kaj me pa moti, tale čep gor? Po drugi strani pa trta vitalna potem ostane. Poglejte se tu, zakaj sem pustil 3 šperone? Saj vendar ne bom pustil, ampak poglejte, zaradi pozebe. Ja, prosim vas lepo, zaradi tega, ker se šperoni terajo. Zakaj sem pustil isto tu spet? Nisem ga odrezal čisto tu spodaj, ampak tu gor zaradi eske. Vse, kar naredite v vinogradu, je pravilno, če imate za to strokovni argument. In če pogledate mehka rez brez žagice, ne delamo velike ran, torej gremo iz V sistema. Iz V sistema gremo na U sistem, ker mi v U sistem. Reznik je samo kot funkcija čepa in zgolj kot nadomestni rez praviloma iz pečjega česa, večje rane nad minimalno 2 cm nad zadnjim nodjem, 5 do 7 cm in večje število čepov za vitalno pravilno pomlajanje trte. Evo, zdaj pa nekaj novega, nekaj čudnega, nekaj outsiderskega, nekaj, kar vam pač kot dodano vrednost današnjega predavanja dam, je to neke vrste po 39 letih razmišljanja in pa tudi si pač nekaj stvari upaš potrditi, čeprav te imajo vsi za čudnega, pač tak, kot je. Če pogledate, celo Smart pred leta 2000 nas je pozoril, rekel, vi imate eno samo veliko industrijsko enoumlje v Evropi, imate eno industrijsko nemško vzgojno obliko, kjer je pravzaprav še vedno od 15 do 30% zasenčitve. Takrat tega nismo razumeli. Pa je to bistvena stvar, zapomnite si. Zasečitev je isto kot preobremenitev, je mati vseh težav v vinogradu in mati vseh težav v vinu. Preobremenitev in zasečitev. Ne boste verjeli, ampak to je pri tej naši idealni vertikalni sistemi. Pomeni, da s podnebnimi spremembami je stvar tudi v tem, da se prilagajaš. Prilagajati pa pomeni, da greš včasih izven konteksta svojega obstoječega razmišljanja in da greš na področje, kjer ti rečejo, da si čuden. Odprta zračna listna stena, canopy management, kot se temu reče. In 40% sončnih okn mora biti. To je izhodišče, to so imperativi ekološke predelave. Več kot 10 cm med poganki in več kot 40% listnih sten in manj kot 1,5 listnega venca na trti. To so 3 aksiomi, bom rekel, optimalne ekonomične ekološke predelave. Kdor to razume in kdor to udejani, tisti ima pravo ekološko predelavo. Pač tako je. To je za mene tehnični pojem, ki ga moraš znati rešiti. In poglejte si tole, vzgojne oblike,
tako zvani vzgoja ob kolju, stara pred 100 leti, viničarski, tako imate v glavi viničarske odnosi, pa spet neke, pa 2500 delovnih ur, ja, ampak, prosite, to je bilo 1500 litrov vina, pa je lahko 4-članska družina normalno živela, ker je pač vino bilo takšno za tako ceno in tako naprej. Še danes imajo najbolj eminentni francoski šatoji 1000 do 1500 litrov vina po hektarju in so visoko akumulativni. To je pač dejstvo, ki se skozi zgodovino v izjemnih stvarih ne spreminja. In gremo naprej. To je ta sistem iz južne poloble. Stara vzgojna oblika. To je isti sistem, kot je bilo pri nas. Staro in tako naprej. Ampak gremo naprej. Je to mogoče interesantna stvar za bodoče, kjer bomo vse strojem delali, kjer bomo, zaradi, da se bomo izognili eske, imeli predvsem kordonske rezi, so rezi budočnosti, kajti tu režemo samo enoletni les in največja skrivnost trte je, da ima diafragma ali zapora enoletnega na enem letnem lesu, tukaj v kolencu, ko vidite, tukaj noter, tukaj v sredini noter, je diafragma, ki jo eska ne more prebiti. To pomeni, da bi moral imeti pravzaprav takšno vzgojno obliko, kjer imaš res samo takšnega lesa. Potem teoretično in praktično eska ne more narediti v tvojem vinogradu nič. In eska pomeni danes za Francoze več, kot je pomenila trtna uš. Samo Francija odnese preko milijardo evrov in več kot 30-40% vinogradov v sredozemskem bazenu je okužene z njo. In tak naprej in tak naprej. Imaš tudi eno, tako zvano drugo res, minimalni gešnit. To je živi vinogradi v Nemčiji, ko so 30 let, sicer ima to namakanje, ampak to je vse delano za stroje, tudi za strojanje trgatev. Tudi to gre, trta tudi na to, sicer to so potem vzgojne oblike za lenuhe, ampak najvišja oblika je pa tole, če pogledate. To je ta gobele, francoska vzgojna oblika, ob kolju, če pogledate tole visoko, 360 stopinjski, bom rekel, osvetlitveni krog. Tu ni listja, ki bi bilo, bom rekel, zasenčeno v tem smislu. Tu so različne valovne dolžine in to je tako kot mešani pevski zbor, kjer imaš 12-letno deklico z čudovitim sopranom in 80 let starega možakarja z čudovitim basom in je muzika potem fantastična. No in na osnovi tega smo si privoščili eno čudno stvar, da smo po vzoru tega naredili en velik kol, dali smo v tej novi vzgojni obliki snopsi velik kol, interspecifično sorto, ki ima v zasnovi odpornost, smo vzgojili kot kačo. Kaj pa je trta? Je trta drevo? Napaka. 100 let že trto posiljujemo za vzgojno obliko, ki ni njena. Trta je liana, trta je ovijalka, trta je rastlina neskončne rasti. Trta se mora plaziti, trta se mora, bom rekel, ovijati. In jo tako ovijamo. Poglejte, to je tako drugoletnik in potem tako izgleda to, ko jo narediš. Obrežem tole in gor na vrhu sem pustil še špron, ki se ga not zatakne, brez kakršnega koli dela. Vse streza na eno oko. 14, očes je do sem in tu še 6 oči, tako da imamo okrog 20-21 oči. O celotni tehnologiji danes ne mislim govoriti. Celotno tehnologijo smo naštemali, namreč hočemo pa povezati pa naslednjo stvar. Če se pomnite tole vzgojno obliko, kaj smo zapisali. Ta snopsi, enostavna vzgojna oblika je, zakaj smo dali ime snopsi, zaradi tega, ker je kot snop. Slovenski snop. Če kdo že kdaj dela v mladosti z snopom. Ker pa je to slovensko, je to SI, je snopsi. Enostavna vzgojna oblika, to je za lenuhe in čudake. Ampak, da vas opozarjam, lenuhi in čudaki so gibalo, bom rekel, kapitalističnega razvoja. Lenuhi smo tisti, kateri več mislimo, kot delamo. In vedno razmišljamo o tem, da bi bilo kaj novega in boljšega in bolj prijetnega za človeka in tako naprej. Čudak pa je tisti, kateri ima nove zamisli. Elitne firme danes v svetu zaposluje samo še čudake. Torej, absolutno na tej vzgojni obliki je absolutna ekološka predelava. To je vzgojna oblika, ki ni, bom rekel, zamenjava za neko ustaljeno vzgojno obliko. Ne,
To je zgolj kot dopolnilo. To je za te nerentabilne vinogradniške lige. To je edina alternativa, ali boš na Kalvariji, ali boš na Piramidi naredil vinograd, kjer ga ne moreš narediti drugače kot na roko, ali ga boš delal na roko, ali ti bo to plačal nekdo. V teh malih, strmih, ročno delanih vinogradih, ali ti bo kdo to plačal? Ker ljubezni pri mladih ljudeh gre, namreč izhaja iz tega, morate razumeti, da kdo dela z računalnikom cel dan, ne rabi vina piti. In stvari so se menjale in če bo vinograd, mora biti vinograd mlademu sodobnemu človeku sicer v veliko zadovoljstvo. Zadovoljstvo pa pomeni, da ne bo preveč znoja, ampak da bo predvsem višje oblike zadovoljstva, kot se temu pač reče. Skratka, tu ekološka predelava z interspecifičnimi sortami, predvsem, ker ne bomo govorili več o sortah, ampak govorili bomo o vinu. O vinu, o zgodbi vinogradnika. Jaz sem vinogradnik, ki imam ekološko vino, ki je iz področja, ki je fantastična biodiverziteta, kjer so rožice, kjer je pravzaprav narava na prvem mestu. Ja? In zamisli si, da bo jutri mogoče bolj pomembno na teh strminah, kot predelovati grozdje in vino, v smislu vina kot alkoholne pijače, ampak imeti urejeno čudovito Slovenijo, da se bo lahko čudovita Slovenija razvijala naprej v smislu dobrega turizma, v smislu izjemne dežele, ki je znana po svoji biodiverziteti, ki je znana po svoji ekološki noti. Da bomo, kajti turisti ne hodijo v zaraščeno, kot je rekel profesor Vršič, ampak hodijo v urejeno. Da bo to predvsem urejena viduta okrog Maribora, okrog vseh teh vinskih goric, ki pa bo imela mogoče malo število trt, ki bomo jih lahko, celotna tehnologija je zelo zanimiva, ker lahko delaš vse z stroji, predvsem z roboti, kosiš gor in dol, skratka nima nobenega dela, res je do 80% hitrejše, ker reže samo na eno oko. In škropljenje je temu primerno, ker je to pač interspecifične sorte, enkrat do dvakrat na leto največ. Marsikaj lahko že ukvarjaš, narediš z dronom in si lahko normalno mesec dni na morju ali pa smučaš ali pa bilo kje in ko priješ domov, greš trto potrgati brez velikih stroškov, brez velikih skrbi. Skratka, to je eno malo dopolnilo za urejeno in lepo jutrišnjo in bodočo turistično zanimivo Slovenijo. Hvala za vašo pozornost.